Dober dan. Ponovno je ponedeljek, ponovno smo skupaj na Konjskem vrhu. Ob izviru, svežini. A bo tema malce bolj zahtevna, da smo se postavili sem? Ja, tema bo pa malce bolj zahtevna, ker so pač sedaj zahtevni časi za dijake, šolarje, študente. Zaključuje se šolsko leto, ki prinaša ne zgolj veselje, pač pa velikokrat tudi mnoge stiske. In danes sva rekla, da bova spregovorila o tem, kako reševati te izzive. Mi je prav všeč, da si rekla najprej, da prinaša veselje, ker če se spomnim na sebe, kot osnovnošolca, pa tudi srednješolca, pa študentska leta so se mi zdela manj zahtevna. Mi je bila misel na počitnice, torej misel na to, kar bo veselo, kar bo sproščujoče, kar bo oddih, mi je dajala moči, da sem zdržal tiste zadnje korake do počitnic, ki so bili pa res običajno bolj zahtevni, kakor sicer čez šolsko leto. In to so te skrbi, ki jih delijo tako otroci, kakor seveda tudi njihovi starši. To so mnoge stiske, pa bom začel najprej pri stiskah staršev, ker starši so običajno obremenjeni že z delom v službi ali na kmetiji, z toliko vsem, kar morajo postoriti, potem pa še ta dodana skrb, kako bo otrok končal šolsko leto. In ker starši živijo v tej notranji stiski, to stisko sporočijo, to pa pomeni prenesejo, povzročijo potem tudi svojim otrokom. Otrok je že sam po sebi v nelahki situaciji. Ga stiskajo po eni strani te šolske obveznosti, po drugi strani pa, če še ta pritisk staršev, je potem kot v nekem nelagodnem primežu, ki mu ne da dihati. Zato se mi zdi zelo pomembno, da starši to stisko ozavestijo in jo kultivirajo. Na ta način, da ne prenesejo vse na otroka, oziroma da prenesejo na otroka toliko, kolikor je za vzpodbudo, ne pa za zadušitev, preobremenitev. Mnogi otroci so preobremenjeni prav zaradi te stiske staršev, ki jo na nek način potem tudi sami doživijo. Po drugi strani je pa seveda tudi že sama stiska otrok, ne vseh, ampak mnogih zame je vedno bila. In na nek način je tukaj potrebno vedeti, kako to stisko rahljati, kako to stisko blažiti, kako si ob vsem, kar je obvezno, kar nas stiska, poiskati tisto, kar nas pa umiri, sprosti, razvedri, kar je tisti oddih, ko zajamemo sapo, da potem lažje zdržimo. To se mi zdi zelo pomembno ozavesti. Torej starši, da ozavestijo, da so tudi oni v stiski, da kultivirajo prenos te stiske oziroma te skrbi na otroka, da ni to zadušitev, ampak tista spodbuda z premislekom, kako ob vsem, kar mora otrok sprejeti kot nalogo, kot obveznost, dodati tisto, da ga bo sprostilo, da bo vdihnil zrak, da bo potem zdržal. Midva sva se danes postavlja sem ob ta izvir, ki na nek način nakazuje, da človek, ko je vroče, ko je naporno, potrebuje tudi osvežitev in pa okrepitev. In velikokrat so ravno tista pretirana pričakovanja ali pa zahteve tudi samega do sebe vzrok, da pridemo do teh stisk. Starši želijo otroku samo dobro in tukaj je zelo pomembno, da ozavestimo, kdaj pa nam je dobro. Petka nas razveseli, ljubezen nas pa usreči. In otrok ne bo srečen v življenju zaradi odličnega uspeha, ampak bo srečen, če bo zaznal, kako drugega sprejemati, bo začutil sprejetost, bo znal vstopiti v tiste medsebojne odnose, ki so potem dejansko, ki napolnijo srce z močjo in z radostjo. Osebno poznam kar nekaj izjemno visoko izobraženih osebnosti, za katere bi pa težko rekel, da živijo v obnebju, v ravnovesju sreče in zadovoljstva. Mnogi živijo v potrjevanju še naprej. V šoli so se potrjevali z odlično oceno, zdaj se pa potrjujejo ne z odnosi, ampak z tem, kar pridobijo.
To pa samo razveseli, o sreči pa, ko zna stopiti v odnos. Poznam pa tudi preproste ljudi, bom rekel preproste, to ne pomeni, da niso brihtni, kot mi rečemo, ampak pač nimajo neke visoke stopnje izobrazbe, znajo pa živeti v žlahtnem sožitju z zemljo, z vodo, z zrakom, z rastlinami. Tako fajn jim je živeti, ne? In če bi rekel, komu zdaj tukaj zavidam, ne? Potem dobenemo, ker tudi sam iščem srečo in zadovoljstvo v odnosih, vsekakor pa ne zavidam tistih, ki imajo samo zunanji uspeh, nimajo pa notranje srčne in pa duhovne potešenosti, ne? In tu je dobro, da si starši pomislijo, kaj je glavni cilj za mojega otroka. Ja, sej mora pridobiti izobrazbo, neko. Ampak glavni cilj je, da bo srečen, da mu bo dobro živeti, da bo čutil obnebje ljubezni, da bo živel v dotiku z vsem, kar nam krasi življenje in nam daje moč in oporo. Ja, zdaj bo čas, ko bodo malce bolj zazrti v zvezke, ampak ne samo v zvezke, ne. Pomembna je tudi tista okrepitev, požlahtnitev vsega, kar nas radosti in nam prinaša srečo. In to naj bo tudi popotnica za ta in prihodnji teden, tako ki so pred nami. Posijalo je sonce. Posijalo je sonce. Ja, ne, naj posije sonček otrokom, staršem, vsem, ki so v teh dneh še posebej v enem obnebju naporov življenja. In srečno s Konjskega vrha. Srečno.